Zdaj pa se selimo od umetnosti in njene povezovalne vloge k tehnologiji in njenim vprašanjem. Zato zdaj vabim dr. Dan Podjeda, da se nam pridruži, da ga predstavim malce podrobneje. Dr. Dan Podjed je antropolog, ki si je, dovolj časa, da ga predstavim, je antropolog, ki si je za poslanstvo zadal razvoj ljudem in okolju prijaznih tehnologij. Zaposlen je kot znanstveni sodelavec Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in raziskovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Poučuje pa tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vodi več aplikativnih in interdisciplinarnih projektov ter sodeluje pri razvoju tehnoloških inovacij, med njimi aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti, to je projekt Drive Green, sistema za zmanjšanje porabe energije ter izboljšanje zdravja in dobrega počutja v stavbah, projekt Mobistyle, in rešitve za spodbujanje trajnostnega ravnanja z odpadki v gospodinjstvu. Dan, lep pozdrav, dobrodošel. Zdravo. In predajam besedo. No? Hvala. Sabo sem, kot ste opazil, prinesel par fotoaparatov. Tole je moj prvi fotoaparat, ki sem si ga kupil leta 1995. Ta je še na film, mogoče se ga kjer še spomnite. Ta fotoaparat ima 5 gumbov in sem znal pač upravljati z njim. Naslednji, malo boljši fotoaparat mi je kupila služba, to je tale. Se lahko si pravzaprav to ogledate. Ne vem pa kaj je na filmu, ne se to me še zdaj zanima. Tole je moj naslednji fotoaparat, bolj resen, kupila mi ga je služba leta 2010. Tak fotoaparat ima 11 gumbov. Ga znaš uporabljati? Tega sem še znal uporabljati. Tole je moj naslednji fotoaparat, približno istega cenovnega ranga kot moj prvi fotoaparat. Kupila mi ga je služba, ima 16 gumbov, zaslon na dotik in od teh 16 gumbov so 4 označeni z FN1, FN2, FN3 in FN4 in jaz ne vem, kaj to pomeni. Tega fotoaparata ne uporabljam, ker ga ne znam uporabljati. To je moj zadnji fotoaparat, kupila mi ga je žena. In ta za obdrovanje. Ta fotoaparat ima celo zaslon, ne zaslon, ampak zrcalo na sprednji strani, ki je namenjeno delanju selfije, tako da bom zdaj enega naredil. Ta fotoaparat, kar je vedno uporabljam, sploh zdaj, ko predstavljam knjigo Videli, ki je pred kratkim izšla, kjer se tudi posvečam precej selfije. Tako da, zdaj odvisno kakva bo tale fotografija, tako da mogoče bom pol vzel nazaj, mogoče pa tudi ne. Uporabljam pa še svoj telefon, s katerim večinoma fotografiram. To niso seveda edine naprave, ki jih v življenju uporabljam. Predstavil bi vam rad še malo primerov iz mojega vsakdanjega življenja. Tole je uporabniški vmesnik pralnega stroja, na katerem uporabljam samo 2 programa, oziroma to je naš star pralni stroj. Zdaj imamo še novejšega z zaslonom na dotik, na katerem uporabljam samo en program. Jaz sem rabil 7 let, dokler ni ta stroj crknil, da se dojel, kaj ti programi pravzaprav pomenijo. A veste, kaj pomeni ovčka? Ja, normalno. Kaj vam je tulček? Kaj? Svela. Res? Ok. Kaj vam pomeni tistale posoda s kavlom, ki visi ven? Kako? A da kemično čistimo? A ste prepričani? Kdo je res prepričan, kaj to pomeni, če lahko prosim dvigne roko? Mislim, da nihče, zaradi tega, ker jaz sem rabil, kot rečeno, 7 let in sem moral preveriti to na različnih spletnih iskalnikih, kaj ta program, ki ga imenujem fantomski program, pravzaprav pomeni. To je naš termostat, ki ga imamo doma. V dnevni sobi nastavil sem ga leta 2011, ko smo ga ugradili in od takrat naprej ga pustim pri miru, ker moraš pritisniti 3 tipke za to, da spremeniš čas in vse ostale nastavitve. Tole je naša pečica v kuhinji, ko zmanjka elektrike, začne utripati in potem imam 2 opcije. Ali vzamem črn izolirband in odrežem trak in ga prelepim čez. Druga opcija pa je, da počakam, da pride naš sosed,
ki ve, katere 3 tipke je spet treba pritisniti, da nastavimo čas na tej pečici. Pol leta kaže, pol pa ne. Pol leta je točno, pol pa ni. In še problem je, zato ker pečica ne dela, če ne dela ura. Tole je, ker imamo tudi, ne samo, da imamo take pametne naprave, pa imamo nasploh pametni dom, imamo tudi en senzor v stanovanju, namreč senzor, ki prižge luč v predsobi. In v bistvu me je to prepričal električar, ki je rekel, da je to super zadeva, ker vsakič, ko vstopim v predsobo, se prižge luč, potem se pa čez 15 minut ugasne. Oziroma je treba vzeti tisto, čemu se reče lepo po slovensko fazen briefer in lahko tam nastaviš, v koliko časa se potem ta luč ugasne. Tega fazen brieferja nikoli ne najdem, tako da si ga moram potem sposoditi k sosedom. Še večji problem pa je, da imajo otroci radi priškrljena vrata in da ima radi luč, ki sije iz predsobe v njihovo sobo in potem, ko luč ugasne, čez 15 minut začnejo upiti. Ati, in potem moram jaz najprej skušam prepričati mačka, da gre tja v predsobo, kar mi ponavadi ne uspe, tako da moram ustati v predsobo, prižgati luč in potem vsakih 15 minut ponoviti ta postopek. Torej toliko o pametnih napravah. Moja mama stanuje v Celju in si je pred približno 3 leti kupila novo pametno televizijo. Nas je vse potem povabila domov, da si to ogledamo, to pridobitev. In ne samo, da je pametna, celo lahko si ogledaš v 3 dimenzijah program, tako da smo vsi potem nam vsem dala očala in smo gledali Slavka Bobovnika v 3D, kar je zanimiva izkušnja. Potem sem jaz hotel prestaviti na nek drug program, pa je rekla ne, ko sem se hotel dotakniti tega daljinca, na sliki jaz sem zbrisal, kjer v podjetje je sicer izdelovalec, tako ne, kaj delaš? Jaz kaj pa je narobe? Ne se dotikati, ko boš vse pokvaril. Ker v bistvu je problem tega daljinskega upravljalca, da ga ona ne zna uporabljati, da ne ve, kaj pomeni katera tipka, ker ima na sprednji strani 50 tipk in na zadnji strani 50 tipk. Torej starejšim ljudem dajemo v roke naprave, ljudem, ki ne znajo uporabljati, ali pa ne želijo uporabljati niti pametnega telefona, dajemo enostavno prepametne naprave. Zdaj seveda vprašanje, kdo je tudi pameten in kdo je neumen in koga s tovrstnimi napravami poneumljamo. Kaj je problem današnjega razvoja produktov, takih, kot sem jih pokazal zdaj, in kako lahko naredimo bolj ljudem prijazne izdelke. Tole schemo smo preizkusili v kar precej projektih in dejansko deluje. V čem je problem industrije danes, tiste industrije, ki razvija izdelke, ki pravimo 4.0, 5.0, jaz ne vem, kaj te kratice točno pomenijo, ker vsako leto gre za eno številko naprej. Letos smo, naslednji teden imam predavanje na neki konferenci družba 5.0, jaz ne vem, kaj 5.0, kakaj razliko družbe 4.0, iskreno. Ampak kaj je problem? Problem je, da ti 5.0 izdelki nastajajo tako, da se v neki sobi usedejo direktor, vodja razvoja, vodja marketinga, pa mogoče še kak strokovnjak, ki se vprašajo, kaj bomo ustvarili za uporabnike. Dobesedno to, kaj potrebujejo naši uporabniki in začnejo potem tuhtati. In se odločijo, in začnejo razvijati neki izdelek, ki ga potem dejansko včasih celo preizkusijo z temi tako imenovanimi uporabniki. No, mi smo ugotovili, da je resen problem to, da v tovrstnem ekspertnem načinu razvoja in razmišljanja manjkata prva 2 koraka. Najprej, da se ti, ki sedijo za to mizo, vprašajo, če ga problem sploh rešujejo. Drugi problem je, da ne grejo iz te sobe do ljudi, se pogovorijo z njimi in jih vprašajo, kaj ti ljudje sploh želijo. Na ta način dobimo proizvode, ki jih v življenju ne potrebujemo, ki jih ne znamo uporabljati in ki jih je treba dodatno oglaševati zato, da nas prepričajo, da jih sploh potrebujemo. Dobivamo brezvezne izdelke, ki se nam kopičijo po domovih in nam otežujejo, namesto da bi nam olajšali življenje. In ta postopek je seveda iterativen, to pomeni, da ga ne končamo takrat, ko naredimo neko stvar, ampak gremo spet do ljudi in jih vprašamo, ali to.
In še nekaj je zelo pomembno, ljudje morajo biti zraven na tistem sestanku in jih je treba vključiti v razvoj. Torej, ne ustvarjamo samo za ljudi, ampak ustvarjamo nove rešitve z ljudmi. In to je tisti ključni premik od ekspertnega k ljudem usmerjenemu načinu razmišljanja. To so 3 besede, ki se jih moramo nujno znebiti v družbi 5.0, karkoli že ta družba je. Znebiti se moramo besede uporabnik, kupec, stranka. A se kdo od vas jutri zbudi, se pogleda v gledalo in reče, danes bom pa boljši uporabnik? Verjetno ne. A učite vaše otroke ne bodo boljši kupci? Ali pa si kdo od vas želi, da bi imel na nagrobniku napisano, bil je odlična stranka. Slava Bogu. Težko verjamem. In mislim, da so te besede problem, ker rešitve, ki jih izdelujemo za ljudi, zato da jih olajšamo življenje, ne pa da jih pasiviziramo z besedo uporabniki. Par primerov iz prakse razvoja usmerjenega k ljudem. Xerox je v 70 letih prejšnjega stoletja razvijal fotokopirni stroj. Prvi fotokopirni stroj, ki je bil tako kompliciran uporabniški vmesnik, da so ga znali uporabljati samo inženirji. In potem so najeli antropologinjo Lucy Sackman, ki je svojo ekipo snemala pač ljudi med drugim, kako upravljajo s tem strojem, in je potem vodstvu razvojne te ekipe pokazala 2 človeka, ki nista znala vklopiti tega fotokopirnega stroja. Pač tam sta stala, nekaj pritiskala tipke in potem odšla. Pač nista znala narediti tega, čemu je namenjen fotokopirni stroj. In kaj so vprašali v Xeroxu Lucy Sackman, kdo pa sta ta 2 tepca pravzaprav? No, eno teh tepcev je bil dobitnik Turingove nagrade za računalništvo, to je ekvivalent Nobelove nagrade, sicer, ki ni znal uporabljati tega stroja. In v tem procesu, v tem obdobju se je razvilo tole, ta velik zeleni gumb, to je edini gumb, ki ga sam uporabljam na fotokopirnem stroju. Če potrebujem 10 kopij, ga pač pritisnem 10-krat. Primer iz Boeinga. V 90 letih prejšnjega stoletja so tam zaposlili za razvoj letala 787 Dreamliner antropologinjo Ano Kirach, ki je in zaposlili se pravzaprav zato, da razdeli vprašalnike na letalu o zadovoljstvu potnikov, pa jih je vprašala, lahko delam še opazovanje z udeležbo, intervjuje in druge antropološke pristope. So rekli, lahko, samo če ne treba ekstra plačati. Pač časa je imela dovolj na teh čezoceanskih letih in ona je takrat ugotovila res zanimive stvari. Ker kaj je problem vprašalnikov? Sprašujemo vedno tisto, kar zanima nas, ne pa tisto, kar dejansko drži potnike. Recimo ugotovila je to, da manjši potniki, med njih sodi tudi ona, ne morejo vzeti prtljage iz prtljažnega prostora. In to so v Boeingu dejansko upoštevali in naredili nov način tega prtljažnega prostora, ki se spusti, namesto da moraš stopati na stol ali prositi kakega višjega potnika, da ti pomaga. Potem so v Microsoftu izvedeli, da zaposlujejo antropologe v Boeingu in so bili lepo po slovensko spet favš oziroma zavistni in so prosili, so klicali Ano Kirach in prosili, če lahko za njih pomaga testirati izdelek, ki se bo rekel Windows XP, torej operacijski sistem. Prišla je v Seattle, dali so ji inštalacijski CD, se spomnite, da ste morali včasih sami namestiti ta program na računalnik in so rekli, vsak človek mora biti sposoben, oziroma vsak uporabnik mora biti sposoben tole namestiti v 4 urah na računalnik. Naredila je analizo s 40 družinami po ZDA in jih poklicala in rekla, fantje, resne probleme imate. Niti eden od 40 ne zna narediti tega, kar ste vi zagotovili. In kaj je bilo njihovo vprašanje, kje si pa dobila te neumne ljudi? In potem se je res razjezila, mislim, res ona se precej razjezi, se kar dobro poznala in je rekla, zdaj boste šli pa z mano in sedeli v dnevnih sobah in gledali, kako ti ljudje to nameščajo na računalnike. In jaz mislim, da se je takrat zgodil tudi ta preskok od ekspertnega k ljudem usmerjenemu načinu razmišljanja v Microsoftu, k
tako da je Windows 10 dejansko boljši izdelek kot XP in boljši kot Windows 95, v tem smislu, da gre za produkte, ki so bolj ljudem prijazni. In podobne pristope uporabljajo tudi v Nissanu, kjer razvijajo zdaj samovozeče avte in so tudi najeli Meliso Zeffin, antropologinjo, zato da analizira, kakšna je izkušnja ljudi, ki se bodo prevažali po cestah v avtih, ki ne bodo pravzaprav več avti, ali pa bodo dejansko avtomobili, torej stvari, ki se prevažajo same. Zdaj bom na hitro, ker imam na voljo samo še 2 minuti, povedal v 5 minutah nekaj malega o projektu Drive Green, v katerem smo razvijali na 100 osnovo z ljudem usmerjenim pristopom mobilno aplikacijo za zmanjševanje izpustov CO2 in jo skušali razviti po načelu, ne po načelu ena velikost za vse, temveč po načelu, da ljudje v različnih krajih in ljudje z različnimi izkušnjami potrebujejo različne tehnološke rešitve in naredili raziskavo v več mestih, Ljubljani, Budimpešti, Beogradu in Newcastlu. In spet smo naredili napako, bom pokazal zakaj, ker smo skušali narediti nekaj iz ekspertnega vidika, nekaj podobnega aplikaciji A Glass of Water od Toyote, ki deluje tako, da vam kaže na zaslonu kozarec in če zavrete, potem pluskne voda iz kozarca, tega virtualnega kozarca seveda. Še dobro, da nisem pokal, da se pravičujem. Se bom bolj pobrisal. In kaj smo ugotovili, da ljudi ti minimalni prihranki, ki dejansko s takimi aplikacijami jih lahko spodbudimo, ne zanimajo. Zanima pa jih nekaj drugega, kako mobilni ali nemobilni so in kako to vpliva na njihovo zdravje in njihovo dobro počutje. In na tej podlagi smo potem razvili aplikacijo 1.2.3, ki je vedno prilagojena mestom, torej prva verzija recimo Ljubljani, in še nekaj smo uvedli, ker smo ugotovili, da ne samo, da so si ljudje različni, ampak da jih tudi marsikaj druži, da ne želijo samo tekmovati s tovrstnimi rešitvami drug proti drugemu in s sabo v preteklosti, ampak da želijo sodelovati. Tako da smo uvedli en sistem, ki se mu reče indirektne mikrodonacije. To pa pomeni, da vsi meščani, recimo v Celju ali v Ljubljani, sodelujejo in tekmujejo proti nekomu, ki predstavlja mesto, recimo proti županu. In če župan izgubi v povprečju proti mestu v povprečju, v 2 tednih, recimo v kolesarjenju, potem mora on plačati za izboljšanje kolesarske infrastrukture v mestu. In to je pa nekaj, kar nam je bilo kar univerzalno vseh na 6 mestih. Všeč nam je, če nekdo drug plača za to, da se mi gibljemo. Tole bom preskočil in končal z tole sliko iz ene od fakultet Univerze v Ljubljani, kjer zdaj izvajamo raziskavo. Se mi zdi zelo zanimiva zato, ker na njej vidimo sliko Marilyn Monroe, ampak če približamo, pa vidimo sodelavce zaposlene v tej zgradbi. In to je tisto, čemur se moramo posvetiti v prihodnosti. Ne samo, da zbiramo tako imenovane velike podatke z senzorji in z drugimi napravami, ampak da se posvetimo ljudem, vsakemu posamezniku, vsakemu izmed njih in da začnemo razvijati rešitve zanje. In da združimo to dvoje, čemur pravimo veliki podatki in bogati podatki, big data in thick data, in na ta način spet izvedemo ta prehod od ekspertnega k ljudem usmerjenemu načinu razmišljanja in razvoja. Samo še za konec, obstaja še naslednji korak, ki je mogoče še bolj pomemben. Torej, od ekspertnega k ljudem usmerjenemu načinu razmišljanja, ampak sam še vedno mislim, da je to precej egocentrično. Torej, vedno smo ljudje v fokusu. In mislim, da moramo narediti še korak planetu usmerjenemu razvoju pri vsaki rešitvi, ki jo izdelujemo. Od fotoaparata do tega, kako kupujemo karte za letalo ali za vlak.
zato, ker je to edini način, da preživimo kot globalna skupnost in ki upošteva tudi druga živa bitja in neživo naravo, da preživimo kot planet. Hvala.